Kot vodja učnega centra sem ponosna, da vam lahko danes predstavim naše dosežke, potek našega delovanja. Ti naši dosežki poudarjajo našo zavezanost k strokovnemu razvoju knjižničarjev v Sloveniji in slovenskih knjižnic. Učni center Mestne knjižnice Ljubljana deluje kot kompetenčni center, namenjen izobraževanju in usposabljanju za delo v splošnih knjižnicah. In svojim delovanjem dopolnjuje izobraževalne programe NUK-a, IZUM-a, ZBDS-ja in Združenja splošnih knjižnic. Pripravljamo izobraževanja z različnih strokovnih področij, ki so pomembna za učinkovito in kakovostno delo v knjižnici. Spremljamo in usklajujemo pa tudi potrebe po izobraževanjih na nacionalnem nivoju, in to sicer preko redne evalvacije izobraževanj. Učni center je bil ustanovljen približno leta 2013, naziv kompetenčni center pa smo prejeli leta 2021. Seveda so pa korenine učnega centra segajo pa že zelo daleč v aktivnost, izobraževalne aktivnosti knjižnic v Ljubljani. V nadaljevanju bom predstavila glavne dosežke in nekaj konkretnih primerov. Če pogledamo številke, lani smo organizirali za več kot 3000 ur izobraževanj, ki se jih je udeležilo skoraj 2000 udeležencev. Na podlagi analize potreb slovenskih splošnih knjižnic po izobraževanju smo organizirali vrsto kompleksnejših izobraževanj, ki so zadela nekaj ključnih področij. Podpiramo krepitev znanja o mednarodnih praksah in povezovanju, in sicer temelječ na naših izkušnjah v Mestni knjižnici Ljubljana. Kot zelo pomembne so se izkazale predstavitve založniških programov, s katerimi enkrat na leto v več srečanjih založniki predstavijo svoje programe za tisto leto. Pri svetovanju za branje so se usposabljali moderatorji bralnih skupin in svetovalci za branje. Pripravili smo tudi predstavitve fotografskih fondov z različnimi sodelujočimi kulturnimi inštitucijami, kar je obogatilo dostop do vizualnih virov. Upravljanje s knjižnično zbirko pa zvišuje praktične veščine za boljše upravljanje in vrednotenje zbirke. Zelo popularna je tudi umetna inteligenca. Tudi mi smo stopili na ta vlak in predstavljamo orodja, ki jih lahko uporabljamo v knjižnici, da si svoje delo malo olajšamo in mogoče tudi razširimo. Pa še nekaj drugih tem, med drugim je dostopnost, mentorstvo in tako naprej. Poleg tega organiziramo tudi številna strokovna srečanja. Knjižnico Srce mesta ni treba predstavljati, ker jo poznate. Organiziramo od leta 2010, to je bienalno mednarodno posvetovanje, ki zajema različne teme, poudarja pa pomen splošnih knjižnic v sodobnem svetu. Ta dogodek pripravlja zmeraj večja ekipa. V letu 2023 je bila tema občanska znanost, letos pa bo knjižnica za zdravje. To bo 21. maja, že zdaj lepo vabljeni, da se nam pridružite. April v MKL je strokovni dogodek, na katerem predstavljamo naše nove in splošno uporabne rešitve. Strokovne srede so bile že predstavljene, jih pa zajemamo med strokovne srečanja in posvetovanja Mestne knjižnice Ljubljana. Lani smo organizirali v sodelovanju s sekcijo za potujoče knjižnice ZBDS festival bibliobusov in posvetovanje Potujoča knjižnica in knjižnični prostor. Omogočili smo izmenjavo dobrih praks, upamo, da smo spodbudili inovacije v delovanju potujočih knjižnic. Organizirali smo tudi mednarodno strokovno konferenco, ki je obravnavala področje slepih in slabovidnih. To je bila Zmoremo videti naprej.
Srečanja Slovanski fokus so obravnavala literaturo različnih slovanskih dežel. In pa omenim še tudi zelo popularen simpozij, to je pa Labirinti žanrskih branj, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Centrom za promocijo branja odraslih. Gre za poglobitev razumevanja žanrskih del, lani s posebnim poudarkom na kriminalnih zgodbah, letos 6. maja pa bo na vrsti znanstvena fantastika. Ponovno lepo vabljeni. Vsa naša izobraževanja objavljamo na naši spletni strani. A jo poznate, jo uporabljate? Poglejmo, kaj je novega. Lani jeseni smo vsebinsko in grafično prenovili našo spletno stran Učnega centra. Naslov je isti, kot je bil prej. In prenova prinaša preglednejšo predstavitev dejavnosti, gradiv in izobraževanj. In pa izboljšano dostopnost za zaposlene v knjižnicah in za strokovno javnost. Ta korak pomeni napredek v digitalni prepoznavnosti in uporabnosti naših storitev. Da pa bodo naše storitve še bolj dostopne, bo poskrbel spletni portal, kjer se boste lahko tudi prijavljali na izobraževanje. Pripravili smo obsežen koncept za izdelavo sistema za upravljanje učenja, Learning Management System oziroma LMS, ki bo omogočil učinkovitejše upravljanje in administracijo izobraževanj, predvsem pa bo poenostavil sprejemanje prijav, obveščanje, izdelavo potrdil in nam tudi poročanje. Dokument predstavlja temelj za prihodnjo implementacijo, ki bo izboljšal uporabniško izkušnjo in povečal operativno učinkovitost učnega centra. Kot vidite, v letošnjem letu načrtujemo osnovno izdelavo portala z osnovnimi funkcijami, potem v prihodnjem letu pa še nadgradnjo oziroma izdelavo dodatnih funkcij. Bili smo zelo aktivni tudi na področju mednarodnega sodelovanja, ki bo predstavljeno v naslednji predstavitvi. Če pogledamo še naše izzive, kako prepričati knjižničarje iz vseh slovenskih knjižnic, da pridejo na naše izobraževanje? In pa, kam umestiti vse naše dogodke terminsko? Nam se najbolje izide, da se prilagodimo, naprimer s hibridnimi formati, spletnimi izvedbami, da pazimo pri datumih, kolikor se le da, kdaj imajo knjižničarji čas, da organiziramo izobraževanja v času zaprtosti enot, ob menjavi izmen, da jih ne organiziramo popoldne, ne ob ponedeljkih. Kolikor se da usklajujemo z dogodki ostalih knjižnic, ponudnikov izobraževanj, velikih konferenc. Vidim, da sem tu našla eno temo. Ampak gremo naprej. In kako naprej? Dosežki učnega centra kažejo na našo ključno vlogo pri strokovnem razvoju knjižničarjev. V prihodnje bomo še naprej širili naše programe in razvijali usposabljanja, ki bodo odgovarjala na izzive prihodnosti. Jaz verjamem, da bomo ostali ključni igralec, ključni akter v strokovnem razvoju knjižničarjev in dvigu kakovosti knjižničnih storitev v Sloveniji. Ampak pri tem nam morate pomagati. Vabim vas k udeležbi na naših izobraževanjih, seveda pa tudi k izvajanju izobraževanj. In da prispevate svoje predloge za vsebine, izvajalce in izboljšave delovanja centra. To so naši kontakti. Zakaj vsi zaposleni v MKL? Ste videli, kaj sem povedala? Kdo vse sodeluje pri organizaciji različnih posvetov izobraževanj? Več kot polovica, ali pa približno polovica izvajalcev je naših sodelavcev, na kar smo izjemno ponosni. Zato tukaj piše vsi zaposleni v MKL, smo učni center MKL. Hvala za vašo pozornost, za vprašanje pa najbolje, da počakate na konec tega sklopa. Zdaj pa vabim tudi Aleša Klemna in Simono Šinko, ki boste predstavila naše mednarodno sodelovanje.